če začnemo na začetku, Rally 2025 izhaja iz enega projekta, katerega smo pisali za Erasmus+, kateri se slovi Mladi soustvarjamo podeželje, kar pomeni v bistvu, da skupaj z aktivno participacijo poskušamo narediti podeželje čim boljše, podeželje z čim več priložnostmi, tudi za mlade, tudi za starejše, tako da se razvija, tako da potem na dolgi rok mlade ohranimo na podeželju in ga tudi razvijamo. Potem pa smo na to temo tudi razvili slogan, katerega lahko vidite za mano in se glasi Planting ideas, cultivating the future, kar pa v bistvu pomeni, da danes sejemo ideje in potem rabimo mlade, kateri so kompetentni, kateri imajo veščine, da potem lahko te ideje razvijajo in potem sadijo boljšo prihodnost in kasneje tudi žanjejo rezultate. Kako ste vi in celotna ekipa doživeli to organizacijo, to pripravo? Kaj je tudi osebno dalo vam to? Se mi zdi, da se je cela ekipa zelo prizadevala, da bi dogodek bil čim boljši, in smo z pripravami že začeli konec lanskega leta in skozi vso leto smo imeli ogromno sestankov, ogromno nekega usklajevanja, kar je pa bilo na čase tudi zelo naporno, da smo se uskladili za sestanke, da smo bili potem tudi na isti valovni dolžini in smo zdaj, mislim, da zelo presrečni, da dogodek poteka oziroma je potekal tako dobro in tudi koliko dobivamo feedback od mladih, od udeležencev, so zelo zadovoljni in so zelo veseli, da so prišli v Slovenijo. Na čem pa ste še posebej želeli dati poudarek? Kaj ste želeli sporočiti? Kaj v bistvu je Slovenija, kaj je slovensko podeželje? Ja, seveda, kot mladi podeželani smo zelo ponosni na našo lepo naravo, na našo kulturo in smo želeli mladim predstaviti te lepote Slovenije skozi ves čas in smo tudi s ponosom govorili, da smo Slovenci, da imamo lepo deželo. Smo pa dali tudi poudarek na naši čebeli, ker v bistvu se nahajamo v Novem mestu, zelo blizu Mirne peči, katera je bila rodni kraj našega pesnika Lojzeta Slaka. In čebele tudi predstavljajo neke marljive, v bistvu čebele so marljive živali in tudi mi smo zelo marljivi skozi ta teden.